Dober dan, dragi moji. Vem, da nisem 2020, danes sem prej. Jaz srčno upam, da ste eni na plaži, drugi mogoče na sprehodu, četrti svojo družino, tretji kakorkoli. Jaz se vam javljam iz šamanske šole. Evo prav, poiskala sem si, šla sem skrila sem se v, ne vem, en tako mal skrit kotiček, obdana sem samimi drevesi. Po drugi strani imam na drugi strani reko, ki jo pač ne slišite, ne vidite, zato ker tukaj sedim. Ampak samo zato, da sem povezana z vami, da se malce umaknem od nas in se posvetim tudi malce vam. Naj vam povem, da je krasno, odlično. Dala sem naslov, zakaj mislim, da bi bilo dobro, da bi se posvetili učenju, predvsem tisti, ki predajamo znanje, tisti, ki poskušamo nekako z našim znanjem, z našimi izkušnjami stopiti v kak drug svet, pomagati nekomu, da bi lahko on bil boljši ali pa ga usmeriti. Res bom zelo, zelo vesela, če tisti, ki ste bili mogoče na kakšnemu šamanskem obredu, mi napišete spodaj, da ste ga obiskali, ampak res ocenjujem, da tisti, ki pa počnemo takšno delo, da delimo neke izkušnje, usmerjamo ljudi, je pa prav, da gremo na en tak obred. A je ajoaska, ali je vačuma, ali je obred ljubezni. Predvsem to, da začutimo, da resnično začutimo sebe, da se najprej soočimo sami seboj, da spoznamo, da smo v osnovi čista ljubezen, res pure love, da vsak od nas je lepa svetloba in da bolj, ko bomo govorili iskreno, bolj, ko bomo govorili resnico, lepši bo ta naš svet. Veliko uvidov je bilo, danes sem že proti koncu šole, tudi bili smo v osami, tako da rečemo, do poldneva so večinoma potekale v osami, kjer si povezan z bobinsano, to pomeni z eno rastlino, in se povezuješ s svojo ljubeznijo od znotraj, razrešuješ svoje vzorce. Najbolj pomembno na šoli je, da poskušaš poiskati vse tiste bolečine, tiste vzorce, ki jih imaš in jih poskušaš osvetliti. To pomeni pogledati konkretno, kaj se dogaja pri teh vzorcih, zakaj je prišlo in potem samo spustiti tako čisto ljubezen, svetlobo, joy, radost in ti je lažje, res ti je lažje in marsikaj ozavestiš, marsikaj ozavestiš. Ko sem šla na šolo, sem delila prejšnji video, Amanda je napisala, da si želi. Jaz bi Amanda, če sem iskrena, ali pa Martina, hvala Martina, bi želela, da bi, če bi bilo možno, da bi vsak šel, čisto vsak, ker takrat se prvi srečate v resnici sami seboj. Res, čisto dotično. Ko sem šla na šolo, je bila moja namera, ker so zelo tako spoštovanjem do rastlin, danes res drugače gledam zadnja leta na rastline, na drevesa, na vse to, daješ namero. Res poskušaš dati namero, ki te ta namera naprej pelje. In glede na to, da nekako se usmerjam v ta ženski svet, ne glede na to, da jaz vedno rečem, da rabimo jink in jank, jaz si ne predstavljam trenutno življenje brez mojega partnerja, ampak v vsakem primeru, če smo pa ženske, ta steber, ta vrat, pa lahko je naš mož fantastičen zraven nas. Ampak če ga znamo z to nežnostjo, z to toplino, z ljubeznijo popeljati, to meni, ko govorim o boginjah, ne govorim o boginjah, ko izpostavim boginje, ne govorim samo to, da ste čim bolj seksi. Kdo pravi, da je boginja samo seksi? Boginja z nežnostjo, z lepim pristopom, z neko toplino, z ljubeznijo, odpira moževo srce ali pa partnerjevo srce in o tem govorimo o boginji. In čisto vsaka ima notri v sebi boginjo, ampak je skrita, res skrita. Kako lepo mi je Janja napisala, da privoščim. No in ja, ko sem šla, spet nisem še prišla do namere, je bila moja namera sočutje in ljubezen, to pomeni najprej do sebe in potem do vseh ostalih, še posebej, ker to delim z ženskami, in si res želim to povezanost, da smo res eno, da začutimo in tudi na križarjenju, drage dame, toliko se odpira, toliko novega še dodajam zraven, res si samo želim, da greste v to žensko energijo, to sočutno energijo, to ljubeznivo energijo in da res vidite,
da tudi tisti, ki so malce zlobni, malce takšni, malce drugačni, so samo ranljivi in jim lahko pomagate. Vsak dan, tudi v tej osami, dobivaš sporočila, jaz jih imam že napisan cel zvezek, pa ne sem jaz, vse jih imamo vsi napisano, res, to je tako, to se čuti potem, da si kot ena družina. Kakorkoli, če bi nas videli, kdo je na šamanski šoli, vsi res različni, na zunaj, ampak na znotraj vsi eno. Vsi ljubezen, vsi, ki imamo kak vzorček ali pa kakšno travmo, skupaj rešujemo, vsi pomagamo, vsi bodrimo, ker se zavedamo, da je vse, kar je, samo ljubezen. No, ampak dobro sporočilo, ki sem ga dobila, bi ga tudi rada delila z vami. Jaz sem drugače, predvsem se mi vse vrti okoli žensk. Ne, iskreno povedano, tudi moj mož je vedno v ospredju, pa moji otroci. Ne bom pisala, sem v Sloveniji, vendar ta šola je tako zasedena, da jaz sem zdaj drugo leto na tej šoli in mi smo že nekje prijavljeni celo leto in pravijo, da za šolo, če bo še kakšne druge termine odprli, ampak nas je polno. Tako da bolj podpiram obrede, pa da iz teh obredov prijete potem do šolanja. Seveda obstajajo šole tudi v tujini, ampak vrnem se potem nazaj. To pomeni, cel čas je ta moja zgodba uprta v ta ženski svet, v ta ženski glih zaradi tega, ker če se sebe spomnim, tiste možače, Tanje možače, v danes v to nežno, konce res sem nežna, sem nežna, to se tudi vidi v plesih in v vseh teh, prihaja čista tista ženska, čista, pure love. Ven in mi je prišlo eno dobro sporočilo, ki sem se danes odločila, da bi ga delila z vami. Celo naše življenje je učenje. Jaz sem najstarejša od sestričen, imam po očetovi strani v Velenju, celo pa v Šoštanju, 3 sestrične, ki nisem najbolj povezana z njimi, ampak sem najstarejša in po mamini strani imam 2 sestrični. Sem ena žival mi leze, tako da, da jo dam dol, zdaj sem v gozdu, zdaj mi vse leze. Včasih sem se bala, ko mi je kobilica skočila, kam mi zdaj vse leze po meni, noro. No, in mi je pokazalo, da točno ta ljubosumje, tekmovalnost, zavist prihaja direktno iz družine. Verjeli ali ne, moja ena babica je bila muslimanka, druga je bila srbijanka in ta srbijanka, kakor sem slišala na to zdaj so se super imele na ajuaski in so se povezale in so bile krasne. Moja babi ena ni sprejela, da se je moja mami poročila za muslimana in smo najprej reševali ta vzorec, kako sprejeti to povezanost, da ne glede na to, katera narodnost si človek in si dober človek in da to nima nobene veze z narodnostjo. In je bilo ful lepo, ker sem z obemi babicami plesala in krasno in smo se krasno imele, ampak se mi je takoj zatem odprl vzorec mojih sestričen. To pomeni, toliko dam na ženske, toliko delam ženskami. Jaz sem odkar pomnim sem ženskami, v ženskem kolektivu, in mi je pokazalo, da sem pa izredno malo povezana po očetovi strani. Z mamino stranjo sem zelo povezana z ženskami, ampak, da ne boste celo mojo zgodbo poslušali, ampak kaj sem želela kot sporočilo dati. Drage tiste dame, ki me zdaj poslušate, pa res tako iz srca, zdaj mi duša govori, zdaj čist pure duša. Če imate sestro, če imate brata, dajte jih sprejeti, kakršnikoli so. Dajte ga sprejeti jo, ali je suha, ali je močna, sprejmite jo. Ker če jo ne sprejmete, se ta vzorec prenese naprej in zdaj pogledajte, kaj je najhuje. Če sta 2 sestri in potem te 2 sestri dobita hčerki. Ta vzorec se samo podvoji in postane tekmovalnost večja, ljubosumje večje, zavist večja in se to ne rabi sploh iti naprej, je že v družini. In tako, ko slišim, mi smo res povezana družina, mislim,
Jaz vam ne znam razložiti, z mojo taščo, z mojo mamo, z mojim bratom, mi smo vsi kot eno, res. Tako se mi zdi, da imam nečakinjo, ki se mi zdi, kot da je moja. Moj brat skrbi za moje 2 otroka. Mislim, noro, to je ful lepo. In mogoče tudi to, da če gledam, naprimer, mojo mamo, ki je vsak dan bolj srečna. Res, tako lepo mi je videti, koliko je stara, pa je srečna. Mojega brata. Tako da, poskušajte poiskati notri pri vaših sorodnikih. Tudi, če je mami ali pa oče, če sta kaj naredila takšnega, jim oprostite, saj niste znala drugače. Moja 2 sta se spoznala pri 15, veste kaj, 15 let biti starno. Mislim, jaz danes rečem, da sinu dovolim, ne da dovolim, da bi želel, da je v Joeju, da je skozi, da uživa do 22. leta, do konca faksa in vse, kar si želim, da najde punco, da najde svojo izbranko, ki bo res v radosti. Ker če si v sreči, če si v tem, potem je vse možno. Ni ovir. No, tako da prvo sporočilo, kar je, začnite vzorce reševati doma, ne drugje. Najprej doma, najprej pogledati, če ste zavisni, odkot to izhaja. Mene, jaz moram povedati, imam res te 3 sestrične, sem zelo malo povezana z njimi, s temi, ki sem v Velenju, tako da Patricija, Sabina, Jasna. Moja naloga je, da se zdaj ena je rodila, zdaj sem postala tetica in glih na tisto noč, to pomeni včeraj se je zgodilo, glih na noč, ko sem imela prav to podoživljala, to celo povezavo z mojimi sestričnami, in prav tako in se rodi moja nečakinja Brina, tako da želja, da se to čim prej vidimo, tako da sigurno, ko bomo se čim prej dobile in bom to dala noter v ritual, da bomo enkrat mesečno imele sestrski zmenek. Tako da, dragi moji, največ, kar so nam starši dali, je življenje samo. Zelo lepo je Tatjana napisala, vse, če ne znajo, kaj čutijo najbolje. A veste, koliko sem jaz moja mami dala? Moja mama je bila tudi žalostna. Danes je polna, vsak sleherni dan mi napiše sporočilo, kako me ima rada, kako je ponosna name in mi daje to ljubezen, jaz dajem njej to ljubezen in cela cveti, mislim, pomlajšala se je za 20 let, no, tako jaz včasih rečem. To je prvo sporočilo, to pomeni, poskušajte resnično, jaz imam tako, veste, kadarkoli vas snemam video, klici, sporočila, tako da sem nekaj, kaj je to, prej pa čisto nič, enega klica, ko pa pokličem, naredim, takrat pa je. To pomeni, res to prvo sporočilo, začnite na izvoru, začnite pri sebi, začnite pogledati, odkot mogoče prihaja. Veste, tudi jaz sem to reševala, tudi to je bilo pri meni. Mogoče mi to, kot rečemo, starši nam niso dali tega, da se povezujemo. Ja, ampak jaz sem zdaj odrasla, pri 22 letih si ti že odrasel in potem ti lahko prevzameš to in delaš in se povezuje s svojimi. Tako da, evo, poskušajte delati na tem, predvsem, kar mi je pomembno, ne iti v vojno z kakim bratom, sestro, ne početi tega, ker sploh se ne zavedate, kakšne vzorce peljete naprej, peljete naprej do svojih otrok. In potem sploh ne vemo odkot, ampak to pride. Ok, se sploh ne vem, koliko je ura, zdaj, ker govorim, to je prvo, kar sem želela. Ta drugo, karkoli počnete, res, a veste, zraven na šoli, zraven mene je cel kup krasnih boginj, res krasnih, tako. Ja, ko se spremeniš, je napisala Jerneja, se vse spremeni, ja, točno, ampak zelo lepo je, da delate na sebi, da konstantno odpirate srce, da znate pokazati, ko ste žalostne, da znate spustiti, da znate, pri meni obredi, jaz enega obreda do zdaj, no, a veste, kako pravijo, pri Aji, nikoli ne veš, kako bo, Do zdaj še nisem na nobenem obredu bruhala, ampak sem vse šla vedno v Joy, pa v vizije in videla cel kup stvari, videla tudi, zakaj ženske pridejo do mene in zakaj ene ne. In nič narobe tiste, ki ne pridete, Tudi tiste, ki ne pridete, je še pač to, da res me vidite, koliko sem samostojna v tej svoji vlogi,
koliko živim to žensko, da mogoče mislite, da potrebujete moškega, zato pa ni res. Moškega potrebujete, da mu vi date to. Moški, ko vas vidi, ko boste ve v svojem stebru, oziroma skupaj ste v stebru, ampak ko ve to maste, pol to prenesete na njega in to je tista, to jaz temu rečem, to, če bi rekla razsvetljenje, novo rojstvo podoživljate. Sem pa imela na enem danes obredu, poglejte, to je pa tako, to je pa obred, kam bo, se mu reče, na tem obredu, mogli bi me videti, če bi vam sliko poslala, so me zafrkavali, da šišam Severino, da tako se napolniš kot žaba, imela sem take usnice, ampak tam pa mi je bilo slabo, tam sem pa bruhala in je šlo mogoče vse tisto, kar je še bilo potrebno zaiti. Tako da, dragi moji, delajte iz srca, naj vas vodi to srce, ko je človek res v luči, to pomeni v resnici in v ljubezni, pa ni šans, da mu ne gre. Res ni šans, nima več potrebe po nekem, sploh ne znam razložiti, potrebe, a veste tisto, da se hočeš nekomu dokazovati. Seveda je bilo to tudi pri meni, to je bilo ful pri meni prisotno še v skazi. Ampak potem pa se to ustavi, ko ženska gre v tisto svojo žensko in s tem tudi povezuje žensko. Tako da, drage moje, tiste, ki greste z mano na križarjenje, kaj bomo delale? My God, dve zelo pomembni informaciji sem dobila, kaj mi je Aja pokazala, kaj je prav, da delamo. Jaz sem drugače, točno to, čisto brez šminke, brez frizure, samo oprani lasje in govorim pred vami, v navadni majčki, točno takšen kot si, tak si najlepši. Takrat duša govori in takrat se duša odpira. Po moje sem zdaj že malo preveč v ezoteriki za marsikoga od vas, ampak lete posel tudi v ezoteriki poteka in je lepo in je krasno. Drugače pa z mano na šoli so sami poslovni ljudje. To meni poslovni ljudje, ki se zavedajo, da če se niso v svojem stebru, če oni se ne soočijo z resnico s svojimi izzivi, katere imajo, zelo težko potem to peljo naprej, ker ni čiste, ni pretočnosti. In ko ni pretočnosti, se ustavi. In potem se spomnim, eno zgodbico še delim z vami. Ko ni pretočnosti, primer pri produktu, ne verjameš nekaj v to, to energijo preneseš na svoje sodelavce. In ko je moj mož bil na Aji, je tudi absolutno to videl. To pomeni, primer, če sem jaz verjela v organka, on pa ni verjel v organka, ni bila 100% pretočnost. In ko ni 100% pretočnost, ne gre naprej. Ko se pa to združi, je pa to tako, da je vse povsod. Ne rabi sploh razmišljati, pa plane delati, pa to, to sem zdaj sem že šla. Seveda je dobro plane delati zato, da malo veš vse ostalo. Zdaj bi me že Andreja malo rekla, da to ne drži, naša finančnica, ampak ja, ko je pretočnost, se ta pretok vse posod spusti. Zdaj vam pa želim en krasen vikend. Jaz sem tukaj do konca sobote, potem grem pa na morje in se vam javim z morja. Imam zlatega moža, ki mi tudi tako pusti, ki me podpira pri vseh teh stvareh. A veste, zakaj me pa podpira? Kaj mislite? Ja, zato, ker vidi, koliko je meni lepše, tudi njemu lepše otrokom. Glih to je tisto. Podprite partnerje, podprite jih, gradite odnos na temu, da podprete tisto, kar je strast, kjer se čuti tista strast. In tam, kjer se čuti strast, tisto gre naprej. Tako da danes je 2 taka močna sporočila. Dragi moji, zelo vas imam vse rada, čisto vse vas imam rada, ker smo vsi eno. Danes sem se tudi slišala z mojo poročno pričo. Ja, tudi njo sem mogla poklicati, pa je povedala, da imam rada. Rada te imam, draga Jana. Kaj me še čaka? Še kar nekaj prijateljic bom poklicala v naslednjem tednu. Zato smo vsaka prišla v neko življenje z nekim namenom. In nič ni narobe, če se oddaljite. Res ni nič narobe. Jaz sem mogoče s katero nisem videla 10 let. To je čisto vse okej, ampak samo da ji poveste, da jo imate rade, mogoče naredite eno pred mano, eno boste naredili pred mano, ker jaz bom šele prišla, mislim, da v Velenje 15.8. šele takrat sem doma. In kaj naredite?
Mogoče ste imeli kakšno prijateljico, ko ste se zelo družili z njo, pojdite, če veste, kje živi, pozvonite in vse, kar naredite, jo samo stisnete in ji date en objem. Samo to in je to dovolj. Tudi, če nimate besed, če ne veste, kaj bi povedali, mogoče je to več kot dovolj. Bom pa zelo vesela, če boste delili z mano, kdo je bil na obredu, kako je bilo na obredu. Jaz vem, da vsi tisti, kateri so bili na obredu, je bilo fantastično. Tako da, zdaj pa vas pustim, ker je krasen dan. Je še krasen dan, po moje še. Jaz danes imam nov obred, ampak to pa kdaj drugič.